Kot vidite, so prostori urejeni v prostoru, kjer deluje tudi območno obrtno-podjetniška zbornica Brežice. Več o samem sodelovanju in projektu pa nam bo najprej povedal župan občine Brežice, gospod Ivan Molan. Lep dober dan vsem, ki smo se danes tu zbrali, seveda tudi vsem novinarjem in vsem ostalim. Naj povem seveda, da občina Brežice praktično v tem mandatu in pa zadnje leta intenzivno predvsem dela na razvoju podjetništva. Tu se razvijajo različne oblike delovanja. Sigurno najbolj pomembna naloga za razvoj podjetništva so prostorski plani in pa podrobni prostorski plani, katere v občini Brežice redno sprejemamo, dopolnjujemo in na tak način seveda smo omogočili, da se v industrijski coni v Brezini praktično razvija eno najbolj sodobnih in pa v tem trenutku tudi enih največjih investicij v Sloveniji, Avtomotiv podjetje, ki razvija res sodobno tovarno. Prav tako pa to podjetje razvija tudi na bivših prostorih Vina Brežice, kjer so praktično združili skoraj 3 podjetja skupaj in se razvija ena najbolj sodobnih proizvodnj v Sloveniji, kar se tiče avtomobilske proizvodnje. Zraven tega seveda smo z raznimi spodbudami pridobili tudi podjetnike v obrtni coni v Dobova in pa še tudi druge v industrijski coni v Brezina. Praktično so ti prostori več ali manj pokupljeni, zaradi tega smo tudi z dodatnim občinskim prostorskim planom razširili obrtno cono v Dobovi za 12 hektarov. Seveda sedaj sledijo naslednje aktivnosti, kot je podroben prostorski plan in pa komunalno opremljanje in pa seveda te parcele potem tudi ponuditi podjetnikov. Moram reči, da smo tudi z podrobnim prostorskim planom razširili oziroma omogočili v slovenski vasi v obrtni coni širitev. Prav tako pa smo tudi z tem, ko smo pred leti dobili zapuščene prostore od ministrstva, ta prostore uspeli ponuditi podjetnikom in podjetnik je to odkupil, v katerim bo razvijal tudi logistično dejavnost. Zelo pomembno je seveda, da tudi podjetnikom podeželju z prostorskim planom omogočamo razne aktivnosti. Bi pa rad spomnil, da pri razvoju podjetništva, predvsem tega gradbenika in pa drugega, je izjemno pomembno tudi to, da občina izjemno veliko investira. Praktično smo investicije povečali skoraj v letošnjem letu na 20 milijonov. Tudi veliko smo zdaj evropskih sredstev dobili, kjer se bo infrastruktura različna gradila, kar pomeni seveda, da s tem omogočamo tudi delo. Korona s tem in pa seveda tudi nove oblike podjetništva pa zahtevajo tudi drugačne vsebine. Pokazalo se je, da dejansko mladi podjetniki, začetniki rabijo prostore. Veliko podjetnikov, še posebej v tem času, je začelo delovati tudi preko interneta v svoji stanovanji in podobno in seveda se je pokazalo, da je pa izjemna težava, ko pride do tega, da rabiš organizirati sestanek s poslovnim partnerjem ali kom drugim. Zaradi tega je prišlo tudi do pobude, da se naredijo taki skupni prostori in kot projekt je, ko ga imenujemo coworking, ki ga bomo danes odprli. S tem bomo omogočili seveda mladim podjetnikom in pa tistim, ki delujejo preko interneta, da bojo imeli skupne prostore. Te prostore bo upravljal Zavod za podjetništvo in turizem. Dejansko se bo lahko z njim delovalo po sodobnih načinih, tako kot ti podjetniki delajo, ki bojo lahko kar preko interneta ali pa drugih oblik to rezervirali, si zorganizirali sestanke in podobno. Veseli me, da smo ta prostore naredili v obrtni zbornici, kajti dejansko obrtna zbornica sodeluje z podjetniki in seveda jaz verjamem, da bo to tudi dopolnitev. Na eni strani praktično bomo omogočili, da ne bojo te prostori samnevali, na drugi strani pa povezavo mladih podjetnikov z obrtno zbornico in s tem seveda verjamem, da prispevajo še dodatnim razvoju gospodarstva. Zato ob tem seveda čestitke vsem, ki ste pri tem sodelovali. Mi v občini smo vedno pripravljeni prisluhniti tudi novim idejam in verjetno to je ena od tistih idej sodobnega podjetništva. Želim seveda mladim podjetnikom, da bi jim te prostori dobro služili, predvsem pa dobre poslovne rezultate. Vsem vam pa lep dan. Hvala lepa.